Občina Slovenske Konjice na čelu z županom Miranom Gorinškom in Gasilska zveza Slovenske Konjice, ki ji predseduje predsednik Hlastec, ter predstavniki vseh prostovoljnih gasilskih društev so v sredo 27. januarja 2010 podpisali pogodbo o izvajanju lokalne gasilske javne službe v letu 2010. V kratkem nagovoru se je župan v imenu občanov vsem gasilcem zahvalil za njihovo požrtvovalno delo v preteklem obdobju. Spoštovani gospodje, predstavniki prostovoljnih gasilskih društev iz občine Slovenske Konjice, predsednik in pa poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice. Danes je zopet tisti dan, ko smo se kot po običaju enkrat na leto se zberemo, da na svečani način podpišemo pogodbo o financiranju dejavnosti gasilske službe v občini Slovenske Konjice in na ta način tudi formaliziramo tiste odnose, ki sicer tečejo kot vsakdanje življenje. Tudi ta dejavnost teče v naši občini in moja ocena je, da smo lahko samo hvaležni, vsi občani, vsi skupaj lahko samo hvaležni, da imamo to dejavnost v naši sredini tako močno zastopano in tako dobro razvito, kajti zavedati se moramo, da so ta sredstva, ki jih letno iz občinskega proračuna namenjamo za upravljanje te dejavnosti, bistveno nižja, kot če bi si poskušali zamisliti in organizirati to službo kot profesionalno službo. Na tem mestu bi se še enkrat želel zahvaliti vsem vašim članom, članicam, ki na prostovoljni bazi opravljajo to dejavnost vse dni v letu in ne glede na vremenske pogoje, ne glede na dan, ne glede na uro, so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč in zagotoviti tisti prepotrebni občutek, ki nam dostikrat manjka, to je občutek varnosti, in ko damo na tehtnico občutek varnosti in pa ta sredstva, ki jih občina namenja za vašo dejavnost, pravzaprav ugotovimo, da so ta sredstva zelo dobro naložena. Ob tej priložnosti bi želel spomniti še na dejstvo, da je bila v lanskem letu podeljena koncesija za izvajanje tako imenovane tehničnega reševanja prostovoljnemu gasilskemu društvu Slovenske Konjice, kar pa jaz v prvi vrsti jemljem kot eno novo dodatno obveznost, najmanj pravzaprav zaželjeno, ko dobro pomislimo, če ravno se nekaj časa je bilo med člani, med gasilskimi vrstami tako zaželjena ta koncesija, vendar že prvi dan pa verjamem, da je marsikdo spoznal, da izvajanje tega tehničnega reševanja sploh ni enostavna zadeva, kajti pri tem delu, pri teh nalogah se srečujejo gasilci tudi s tistimi manj svetlimi platmi življenja in tudi dokaj stresnimi situacijami. Za leto 2010 je v proračunu občine Slovenske Konjice za izvajanje gasilske službe v celoti namenjeno 140.200 evrov. Nekako po treh sklopih, kot so ta sredstva razdeljena, je predvideno nekaj več kot 21.000 evrov za delovanje gasilske zveze. Dobrih 75.000 evrov je namenjeno za izvajanje gasilske službe po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, kot sredstva za investicije za letošnje leto pa je namenjeno okroglih 43.000 evrov, ki si jih bosta tokrat, če sem jaz prav informiran, razdelili prostovoljno gasilsko društvo Zbelovo in pa prostovoljno gasilsko društvo Žiče. Za današnjim dnem pravzaprav formaliziramo tisti odnos, tako da ima tudi
finančna služba občine pravno podlago, da prične z izplačili sredstva, ki so namenjeni za vaše delovanje, in jaz pričakujem, tako kot vsako leto, da bomo korektno sodelovali in da bomo na koncu koncev tudi si pravočasno povedali, če kje nastajajo kakšne težave, sicer pa, in jih tudi sproti reševali te težave, sicer pa vam vsem skupaj želim, da bi se v letu 2010 velikokrat srečali na kakšnih izobraževanjih, na druženjih, na dogodkih vesele narave in čim manjkrat na kakšnih konferencah, in to si pravzaprav vsi skupaj želimo. Končujem z gasilskim pozdravom na pomoč. Zahvalo za zaupano nalogo. To pomeni, da v teh letih, odkar smo šli v ta podpis pogodbe za izvajanje javne gasilske službe, se je ugotovilo, in tudi vi ste ugotovil, da je ta naloga dokaj odgovorna, stresna, zahtevna. No in ta sredstva, ki jih pač iz občinskega proračuna namenjate za to delovanje, smo mi tudi z naše strani zadovoljni, da je ta skrb za to prostovoljno delo, predvsem prostovoljno delo, in pa seveda skrb za to varnost naših občanov, ki je podprto in finančno, in pa tudi fizično in moralno iz naše strani. Tako da želim res ta sredstva, ki so namenjena in ki bodo tudi potrjena za to pogodbo, 100% namenjena tistemu, ki je po planu in pa seveda po vseh teh nalogah, ki jih pač dejansko moramo pokrivati. To so stroški rednega delovanja vseh teh, upam, mislim, da vam je poznan naš finančni plan, kam ta sredstva grejo. No in tisto, kar je tudi zdaj že kar v našem planu 2005-2011, to so ta investicijska sredstva, ki sta res letos dobitnika društva prve kategorije, PGD Žiče in Belovo. Oba sta namenila ta sredstva za obnovo gasilskih domov, predvsem notranjosti in pa tudi ostrešja. Tako da še enkrat bi se iskreno zahvalil tudi vsem strokovnim službam, ki sodelujejo z nami na nivoju občine Konjice, direktorju občinske uprave, tako da smo ponosni, da se živimo in delamo v taki občini. Še enkrat hvala gospod župan in tudi gospodu direktorju za sodelovanje in pomoč, ki jo pač občasno potrebujemo in sodelujemo eden drugim, to pomeni z roko v roki. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz obljubljam, da bomo iskreni, pošteni do vsega tega in pa marljivi. Še enkrat hvala. Hvala za vašo pomoč. Hvala. Navzoči so pozitivno ocenili dosedanje sodelovanje vseh akterjev zaščite, reševanja in pomoči v občini z zavezo, da ga bodo v prihodnje še okrepili.